Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Veseli me, da sem lahko danes obiskal kliniko Golnik, kajti klinika Golnik je ena od bolnišnic, ki ves čas epidemije nosi glavno breme. Bila je ena od 4 bolnišnic v prvem valu in seveda ena od ključnih v drugem valu. Tako se lahko samo zahvalim vsem zaposlenim na kliniki Golnik, da so svojo predanostjo in strokovnostjo v teh težkih časih omogočili obravnavo COVID in tudi vseh ne-COVID pacientov, ki so potrebovali to zdravstveno oskrbo. Hkrati bi rad se zahvalil tudi vodstvu klinike, ki je uspelo v teh težkih časih zorganizirati službo, zmotivirati zaposlene in ves čas voditi organizacijo, ne samo na nivoju bolnišnice, ampak tudi koordinacijo ob sodelovanju ostalih na nivoju Slovenije. Zaradi seveda poznavanja sistema in pa odlične strokovnosti, s katero se je direktor Rozman izkazal tudi pri sodelovanju v strokovni skupini, sem ga danes povabil k vodenju zdravstvenega sveta, ki bo imenovan v naslednjih dneh. Danes smo govorili o izzivih, pred katerimi je klinika Golnik. Ena od teh je prav gotovo zadostno število ustrezno usposobljenega kadra. Zato predvsem na področju zdravnikov bomo poskušali doseči spremembe, s katerimi bodo lažje ohranjali ekipo, ravno tako pa tudi na področju nege, kjer je potreben še bolj sistemski pristop. Predelali smo tudi investicijo, na katero se pripravlja Golnik in je bila končana praviloma do konca leta 2023. Narejena je projektna naloga za izolacijski oddelek, ki bo imel 5 etaž, skupaj skoraj 9000 kvadratnih metrov uporabnih površin in je že v izdelavi tako imenovan DIP, tako da pričakujemo to dokumentacijo, da seveda lahko čim prej skupaj s kliniko Golnik zapeljemo vse potrebne postopke. Ves čas, ko govorimo, se seveda dotikamo epidemije, zato morda še komentar na današnje številke, ki jih beležimo. In sicer je bilo včeraj pozitivnih 920 prebivalcev Slovenije na koronavirus. To je 28 manj kot prejšnji petek. To sicer ni slab rezultat, zagotovo pa nam ustavlja krivuljo padanja pozitivnih COVID pacientov in posledično že kar nekaj časa stojimo tudi v bolnišnicah s številkami okoli 500. No, danes lahko na srečo rečem, da smo imeli zjutraj prvič pod 500 hospitaliziranih. Mislim, da od novembra naprej se ta številka še ni pokazala in grožnja, ki jo predstavljajo seveda zunanji sevi oziroma novi sevi, kot sta južnoafriški, britanski, brazilski in še kater, ostaja, zato bo potrebna v nadaljevanju previdnost. Seveda bomo epidemijo zmogli z osnovnimi ukrepi, z nošnjo mask, razkuževanjem, razdaljo, prezračevanjem in pa tistim izzivom, za katerega ves čas poudarjamo, da je najpomembnejši pri širjenju nalezljivih bolezni, to je cepljenje. Naslednji teden imamo cilj začeti s cepljenjem v vzgoji in izobraževanju, zato z mojega mesta poziv vsem v vzgoji in izobraževanju, županom in pa tudi direktorjem zdravstvenih domov, da se organizirajo na enak oziroma podoben način, kot so to naredili pri testiranju in pokazali, da vsi skupaj zmoremo. Zakaj je cilj uspešno in čim večjem številu precepiti zaposleni v vzgoji in izobraževanju? Prvič zato, da zagotovimo varnost zaposlenih v vzgoji in izobraževanju in otrok. To mora biti naše prvo jasno sporočilo in cilj. Drugo,
je seveda razbremenitev zdravstva, kajti na ta način že pri AstraZeneca po 3 tednih ni potrebno več rednih testiranj, pri ostalih cepivih pa 14 oziroma teden dni po drugem odmerku. Potem seveda se zaposleni v vzgoji in izobraževanju ne bo potrebno testirati, ko bodo enkrat uspešno cepljeni, in tisto, kar je pomembno, ohranjali bomo odprte šole. In to je cilj, za katerega se moramo vsi truditi. In na enak princip, kot bomo ohranjali odprte šole z ustrezno precepljenostjo, bomo ohranjali odprte tudi ostale dele družbe. Zato prošnja vsem, da na podlagi strokovnih mnenj, ki so nedvoumna, izkušenj iz preteklosti in tudi iz sedajšnje epidemije, da se v največji možni meri odločimo za cepljenje in vsi skupaj pripomoremo k temu, da bodo šole odprte, da bodo odprti vsi segmenti gospodarstva in družbe. Jaz bi se najprej lepo zahvalil ministru za zdravje, gospodu Janezu Poklukarju, za obisk v naši bolnišnici, za razumevanje, zaupanje in tudi pohvale, ki nam jih je izrekel. Dotaknili smo se tako poslovanja naše klinike, na tem obisku pregledali načrte tudi za prihodnost in pa realiziran program in pa seveda to, kar trenutno poteka, delo, ki trenutno poteka v naši bolnišnici. Posebej nas veseli to, da gospod minister kaže dobro razumevanje, poznavanje zdravstvenega sistema in pa tudi razvojno naravnano miselnost. Tukaj ne gre samo za razvoj posameznih bolnišnic, ampak sistema kot celote, ki bo prijaznejši uporabniku, bolniku in nas bo tudi informacijsko popeljal na novo stopnjo razvoja, če bodo vsi ti načrti, o katerih govorimo, tudi sprovedeni. Veselimo se tega, da bi sistem lahko spremenil tudi na ta način, da bo postajal zanimiv za poklice v zdravstvu, tako za medicinske sestre kot za zdravnike, da bo nudil možnost razvoja in strokovnega napredka, od česar bodo predvsem imeli korist uporabniki, bolniki, tako na nivoju kvalitetnejših storitev, varnejših storitev, kot tudi krajših čakalnih vrst. Tako da imamo zaenkrat veliko upanje za prihodnost, te napore bomo tudi podprli po svojih najboljših močeh in tudi svoje lastne dobre prakse posredovali drugim, hkrati pa smo se pripravili tudi učiti od drugih, tam ker imajo boljše zamisli kot mi. Toliko mogoče v pogledu prek te epidemije, o kateri se že ves čas pogovarjamo, tako da imamo pač tudi upanje, da smo res v zadnji fazi, kjer je pa treba še svoje delo oddelati, kot je že minister poudaril, z seveda spoštovanjem načina življenja, ki ga trenutno imamo, tako da bomo v prihodnosti lahko nekako se bolje v tem svetu, kakršen po covidu je in ostaja, znašli in tudi lahko živeli. Kar se covida tiče, imamo v skladu z programom postopnega zapiranja covid oddelka odprt en oddelek, reden oddelek s 30 postelami, ki je sicer zaseden z bolniki in pa tudi na intenzivnem oddelku še 6 postelj. En redni oddelek je v karanteni, ki se je zaključil v ponedeljek, ker smo imeli pred dobrimi 10 dnevi tudi vdor, kljub vsem tem ukrepom, ki jih pač izvajamo z vidika zaščite osebe in bolnikov. Trenutno smo precej teh naših zmogljivosti, ki za covid niso več potrebne, že preusmerili v izvajanje rednih programov. Moram pa tudi poudariti, da lanska realizacija na nivoju hospitala je bila tudi pri nas kljub covidu dobra, 97% in pa na ambulantnem nivoju 91%, tako da se trudimo, da smo na voljo bolnikom ves čas. Trenutno sekvence tega virusa, ki je bil povzročitelj vdora, so še v delu, tako da rezultate pričakujemo ta teden. Glede na visoko nalezljivost, priča smo bili hitrejšemu razširjanju kot celo preteklo leto. Sicer smo posumili epidemiološko na angleški SEO, vendar pa tega še nismo potrdili zaenkrat. Ste sprejeli ministrovo vabilo za vodenje zdravstvenega sveta? Povabilo sem sprejel, se zahvaljujem za zaupanje in bom po svojih močeh storil, kar bo v moji moči za izboljšanje sistema.
Izolacijska enota pripravljamo seveda načrte in pa projektno dokumentacijo že skoraj celo leto. Je ključnega pomena, ker velika večina naših bolnikov, pulmoloških bolnikov v zimskem času je podvržen takim drugačnim okužbam. Načrtujemo sodoben BS3 laboratorij za tuberkulozo tudi v tej stavbi. Smo zadnja država na Balkanu, ki takega laboratorija še nima za tuberkulozo. Potem izolacijski oddelek za samo tuberkulozo z vidika rezistentnih in multirezistentnih bakterij, ki se nam bližajo in prihajajo k nam iz vzhoda. Potem pa seveda 2 oziroma 3 oddelke z možnostjo kompletne izolacije, ki bomo lahko uporabljali za izbruhe covida, gripe in podobnih stvari. V letnem času, ko pa pričakujemo nekoliko manj infektov, bodo pa ti oddelki možni delovati tudi na način, da bomo obravnavali druge bolnike na teh oddelkih. Obstoječa stavba je kompletno zasedena z posteljami in z opremo, tako da določeni laboratoriji imajo celo po hodniku že svoje aparature, tako da nujno potrebujemo nove prostore. V prvi fazi smo celo razmišljali o renovaciji stavbe, ki že obstaja, ampak je statično arhitektonsko tako v slabem stanju, da je cenejše rušenje novogradnje kot pa sanacija obstoječe stavbe. Osebje je bilo na srečanju oddelku cepljeno oziroma so bili prebolevniki, tako da smo med osebjem imeli zgolj 2 okužbi in sicer med edinima 2, ki nista bila cepljena, večino pa je bilo pri bolnikih. Vemo, da je v šolstvu ta trenutek teh, ki bi si jih želeli, da jih cepimo, cirka 65 000. Zavedamo se, da je to velik napor in dodatna obremenitev za izvajalce zdravstvenih storitev, predvsem primarno zdravstvo. In tudi o tem je tekla ta teden beseda ob srečanjih z vsemi zdravstvenimi domovi. Ta teden sem se namreč sestal že na 3 ločenih videokonferencah z vsemi zdravstvenimi domovi, kjer je bila ena od pomembnih tem tudi ta obremenitev. Vendar vsi se zavedamo, da je ta trenutek to tisto, kar moramo zdržati, da nam v naslednjem, bom rekel, delu oziroma razvoju epidemije pride do razbremenitev zdravstva, tisto, kar je, bom rekel, eden od pomembnih ciljev in omejitvenih točk, da sproščamo družbo. 65 000 je ta trenutek tisti, ki izvajajo zaposlovanje oziroma ki izvajajo izobraževanje v šolstvu, se pravi za tiste dele šolstva, ki ta trenutek tečejo. To pomeni, ves ta nabor učiteljev je tako, kakšen bo procent na koncu, si ne bi upal reči. Želimo si pa tako kot v splošni populaciji čim večji oziroma ne samo 60 v šolstvu, ampak tudi više, kajti tukaj gre za otroke, se pravi zdravje otrok, zdravje sodelavcev, zdravje domačih, zdravje bližnjih in ne nazadnje to, da seveda naše prizadevanje, da šole ostanejo odprte. Kar se tiče seveda ta trenutek pomembno manjšega obsega epidemije, kot smo ga imeli mesec ali 2 nazaj, smo ta teden z bolnišnicami upravili sestanke, tako da smo se sestali tako s COVID bolnišnicami, kjer smo se dogovorili, da bomo praviloma zapirali oddelke, se pravi COVID oddelke, ko število doseže 8 COVID pacientov in v nadaljevanju potem COVID oddelek ni več sprejemni, ampak njegovo vlogo prevzame regijska bolnišnica COVID in paciente se odpusti, ko ozdravijo, se jih ne premešča v drugo bolnišnico in se na ta način postopno zaprejo COVID bolnišnice. Ta trenutek oziroma ta teden v času sestankov z bolnišnicami sta bila na tej fazi bolnišnica Brežice, ki je imela tisti trenutek 7 pacientov na COVID oddelku in pa bolnišnica Trbovlje, ki je imela 6 bolnikov. Hkrati pa je treba povedati, da seveda ob tem regijskem zapiranju COVID bolnišnic pomeni, da če zapiramo COVID oddelek v Brežicah, potem nosilna regijska bolnišnica za COVID postane bolnica Novo mesto in pri Trbovljah klinični center Ljubljana. Sicer bi v tej fazi, okolikor božjo številke padale naprej, se postopno regijsko zapirali še bolnišnica Izola kot COVID bolnišnica, bolnišnica Slovenj Gradec in pa bolnišnica Ptuj.
potem v naslednjih fazah pa seveda ostale. Seveda vse bolnišnice morajo ohraniti sivo cono, v kateri so pacienti obravnavani glede na nujnost stanja in šele v primeru, da je nek pacient pozitiven, se pravi, da ima pozitiven PCR test, se premešča v COVID bolnišnico. Hkrati smo se tudi s psihiatričnimi bolnišnicami dogovorili, da bomo nujne psihiatrične COVID pacijente obravnavali v Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana. Tako da na ta način probamo čim več virov, ki jih imamo v zdravstvih, tako kadrovskih kot prostorskih, namenjati tudi ponovno ne-COVID storitvam. In samo za primer naj povem, da na kliniki Golnik smo se pogovarjali tudi o čakalnih vrstah in da pod stopnjo zelo hitro imajo krajše čakalne vrste, kot so jih imeli 31.12.2019, so pa nekoliko daljše čakalne vrste, kar je pričakovano pod stopnjo nujnosti redno. Se pravi, tako da ta teden se bo praviloma sestala komisija, prvič, ki bo pregledala čakalne vrste najdaljše in potem probala vzpostaviti tudi pogoje za eventualni nacionalni razpis z namenom skrajševanja čakalnih vrst. Tako da prve korake smo na tem delu ravno tako že napravili. Samo distribucijo cepiva hkrati oziroma na podlagi naročil cepilnih centrov ureja Nacionalni inštitut, tako da hkrati z organizacijo, ki poteka na terenu in bom rekel zalogami cepiv, ki jih ima Nacionalni inštitut, se sprotno izvaja in prilagaja ta strategija cepljenja za zaposlene v visokošolstvu in izobraževanju. To cepivo, ki ga imamo, je treba v najkrajšem možnem času porabiti in ga nameniti za cepljenje prebivalcev, kajti vsak izgubljen dan šteje in cilj seveda cepljenja je zmanjšati število hudo obolelih in pa obolelih oziroma prebivalcev s smrtnim izidom in zato ni nikakor dopustno, da bi kakršnekoli zaloge kje ostajale. In naše prizadevanje so, da če vkolikor je potrebno tudi na nivoju cepilnih mest, kjerkoli pomagamo, da se čim bolje organizirajo in da to steče kar se da hitro. Novi sevi so grožnja sistemu, tudi zato morda malo ne pred z odobravanjem sprejeti določeni ukrepi na mejah oziroma pri prehodu mej. Je pa dejstvo, da različice koronavirusa bodo ostajale okoli nas in med nami še dolgo časa in zato je ključno, da izvajamo vse osnovne ukrepe. Hkrati pa smo z vidika čim večje uporabnosti ZVEM portala ravno včeraj dobili informacijo, da zdaj izvidi so tudi v angleškem jeziku. Cilj pa je seveda tudi do konca aprila vzpostaviti lažji dostop do same aplikacije, da bodo lahko seveda vsi prebivalci prihajali do svojih izvidov na čim lažji način. Morda enkrat do poletja celo napraviti ustrezno aplikacijo, prek katere bodo prebivalci vstopali do svojih izvidov in podatkov. Kar se tiče ogrožanja seveda z novimi različicami koronavirusa, ta grožnja ostaja, zato tudi na podlagi pobude svetovalne skupine ta teden prizadevanja, da vzpostavimo aplikacijo tudi po vzoru nekaterih tujih držav za prehajanje mej, se pravi, da bo prehajanje na podlagi nekega podobnega sistema, kot je bil lani poleti za Hrvaško, se pravi Entrance Slovenija oziroma Slovenija, kjer boš pač vnesel formalni podatek listine, na podlagi katere prehajaš mejo, potem boš pa seveda v naslednjih dneh lahko deležen kontrole strani inšpektorata, če si seveda res v resnici imel vse to podlago, da si prehajal mejo. Ampak ta trenutek potekajo intenzivne priprave in dogovori med Ministrstvom za notranje zadeve, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, svetovalno skupino, Ministrstvom za zdravje, da res naredimo nek uporaben sistem, ki bo ljudem omogočil namreč večjo svobodo, ampak lažje gibanje in prehajanje vseh teh barier, ki jih ustvarjamo dnevno.